Lep pozdrav, moje ime je Roman Rasulnik in v tem kratkem videu bi vam rad dal update glede podjetja Success Factory. Success Factory se je namreč pred dobrim tednom, 6. februarja, združilo še z dvema velikima gigantoma z področja novodobnih tehnologij z področja kriptovalut, blockchaina. Eno od njih je podjetje Zenik Safir, ker sem tudi sam stranka, zelo solidno podjetje. Drugo podjetje pa neko italijansko, ki ga niti dobro ne poznam, pa niti ni zdaj bistveno za nas, člane skupnosti Success Factory. Zdaj, prva stvar seveda, ki se vprašamo pri taki združitvi, je to, kaj zdaj to pomeni za nas, za stranke, za nas kupce obstoječih produktov, ki smo jih kupovali v podjetju Success Factory. V bistvu praktično nič, ne. Zakaj pravim praktično nič? Zato, ker vpliv ima lahko edino pozitiven, pa bom tudi razložil, zakaj in kako. Mogoče bi mogel, preden nadaljujem, še enkrat izpostaviti sploh, kaj je Success Factory in kaj so produkti, ki smo jih kupovali preko podjetja Success Factory. Se pravi, Success Factory je marketinško podjetje, marketinški kanal, preko katerega so se tržili produkti drugih podjetij. To pomeni, ko smo kupovali produkt Dacoin, je Dacoin ločena, samostojna pravni subjekt z svojo davčno številko, z svojimi odgovornimi osebami, z svojimi razvijalci in isto tako velja seveda tudi za Vue. Se pravi, tudi Vue je independent, samostojno podjetje že od prvega dne, z vsemi elementi, ki jih pač ima samostojno podjetje. Tako da to za nas nič ne spremeni, se pravi, še vedno imamo iste Dacoine na drugi spletni strani, na spletni strani Dacoin Grow, in še vedno smo lastniki deležev v podjetju Vue, ki je pač ravno tako ima drugo spletno stran. Kar se tiče same te zdaj migracije, kaj zdaj to pomeni? Se pravi, ko se logirate v svoj Success Factory back office, kot vam kažem tukaj na sliki od mojega prijatelja, je ta funkcionalnost v bistvu zelo zminimalizirana, praktično na nič, in povem zdaj pokazal, kaj od teh funkcionalnosti sploh še ostalo, in potem v naslednjem videu bom podelil z vami, kaj je treba narediti, zato da se prenese sredstva, ki so tukaj ostala, bom pokazal, katera sredstva na novo spletno stran, se pravi, na spletno stran podjetja Xera, kot se zdaj imenuje branding oziroma novo podjetje, kjer so združena ta tri podjetja. Sem rekel, ta italijanski, ki ne vem niti imena, Success Factory in pa Zenik. Se pravi, tukaj na spletni strani od Success Factoryja je ostalo še, da odspod se lahko piše, se kreira denarnica za ene tokene, ki jih bomo dobili vezane na Vue, se pravi, oziroma vezane na Metaverse. Te zadeve še nisem do konca raziskal, tako da, ko bom prišel do dna, kaj točno treba narediti, bom o tem posnel poseben video. To je ena stvar, ki je ostala na spletni strani od Success Factoryja. Druga je, še vedno imate nekateri dostop do Vueja. Se pravi, tukaj konkretno ta stranka Jože ima še vedno dostop do Vueja. Vem, da nekaterih se logirate v Success Factory, tega nimate več. Se pravi, za obvestili smo tudi dobili spletno stran, kamor se logira na platformo Vue. Tisti, ki imate še, lahko dostopate tukaj, tisti, ki nimate več, poglejte newsletter od Success Factoryja oziroma Vueja, kjer je spletna stran, kako se dostopa do tega Vueja. Bom pa v tem Vueju seveda posnel o priložnosti, ko bo kakšen pomembnejši napredek, tudi poseben video. In tretja stvar je, še vedno tukaj možen dostop do naših Dacoinov, se pravi tukaj preko te ikone Grow. So nekateri, vem, v strukturi, nekatere stranke, ki še vedno niso prenesle balansa, se pravi Dacoinov iz svojega Success Factory balansa na Grow. Se pravi, veste, da tega niste naredili, tako da imate tukaj levo spodaj je ikona z logotipom Dacoina, in kliknite to in se registrirate, se pravi, prenesete na drugo spletno stran, ker ta spletna stran Dacoin Grow je v bistvu šele operativna.
Se pravi, dokler imate balans, da coinov svoj na Success Factorju, je to neoperativno, nimate s tem, kaj početi. Se pravi, treba je prenesti kaj na DaCoin in od tam naprej potem lahko ali ponovno vežete, ali od tam plačate nekaj, oziroma najboljša možnost je to, da se iz DaCoin prenese na DaCoin, se pravi na aplikacijo, na denarnico, ki podpira DaCoin. Tokle za tale prvi kratek video, čisto na kratko, se pravi, kakšna je situacija. Zdaj v naslednjem videu bom pokazal, kako se naredi ta migracija na novo spletno stran in zakaj je to za nas potrebno in pomembno. Mogoče za na konec samo še to. Se pravi, vsi smo dobili od Success Factorja protivrednost nakupa Vuja na svoj payment method. Se pravi, tukaj imamo vsi protivrednost nakupa, ker smo investirali v platformo Vue. Kaj zdaj to pomeni? Kot sem rekel, pač ta združitev ne bo imela nobenega vpliva, mi še vedno imamo vsi deleže in pule na platformi Vue, ker pa ta projekt ni v tem trenutku prišel tako daleč, kot je bilo po roadmapu pričakovano, načrtovano, se je podjetje Success Factory odločilo, da bo dalo ekstra shopping points. Se pravi, te shopping points se bom tukaj pokazal konkretno pri temu Jožetu, se bo lahko uporabil za nakupe produktov v tem novem podjetju Xera. Se pravi, to zdaj, če tukaj porabite, ne pomeni, da ste se odrekli pravici morebitnih donosov iz Vuja. To je samo ekstra dodatni bonus, ki ga lahko seveda uporabimo izključno na ta način, da se te stvari povežejo na novo spletno stran. Se pravi, tukaj te shopping creditsi niso operativni. Nekateri me tudi sprašujejo, a to zdaj lahko si izplačamo novčem, odgovor je ne. Ker kot že samo ime pove, gre za shop credits, se pravi za denar, ki je namenjen izključno temu, da se lahko ga uporabi na novi spletni strani za nakup produktov, storitev, ki jih bo imelo to novo podjetje Xera. Tokle za ta prvi video in v naslednjem videu takoj, kako se zdaj naredi povezava Success Factorja, kako se migrira vse tole pokazano na novo spletno stran Xera.